Kot veste, se nam v Evropi obeta digitalni evro in kot smo že v eni od prejšnjih oddaj povedali, gre ponovno za razkol v naši družbi. Enim je ideja digitalizacije všeč, drugi so pristaši gotovine, mi pa gremo k človeku, ki ne enega, ne drugega še dolgo ne bo videl. Poglejmo, kaj je na temo digitalnega evra pripravil naš kolega, dopisnik. No, kolega je močna beseda, dopisnik. Pa tudi dopisnik je močna beseda. Profesor dr. Fakin Sajko. Ja, tukaj sem centralno ob centralni banki Slovenije, v centru Ljubljane. Če bi bil še bolj v centru, bi okrog mene tekla lava. Danes si težko predstavljamo življenje brez denarja, saj moramo plačevati račune, hrano, pa še kaj drugega, kot naprimer davke. Pa davke. Kdo pa meni davke? Gotovina. Če se ima, se jo da. Če se nima, se pa marsikateri stvari odkima. Sam se odločaš, kaj hočeš. Bankovec, ki šelesti, ali kovanec, ki žvenketa. Če ti je pa kdo dolžen, je poj pa rata. Gotovino lahko daš komorkoli, kadarkoli, pa noben sploh ne ve. Mislim, razen ti pa un, ki si mu dal. Tebe malo zaboli, un se pa razveseli. Ampak važen je, da noben ta tret ne ve. In to je nam Slovencem najbolj všeč. Oziroma, kot oni sami temu rečejo. Pa koga briga, komu sem jaz kaj dal? Kdo, kva pa? Ja, je ko? Gotovina, neke vrste James Bond med transakcijami, skrivoma in nenadzorovano skače iz rok do rok. Mislim, če pa kaj seksi, je pa cash v rok. Od tega casha sem kar mal zmešan, ampak ne pretresen. Razumeš? Pač šejkan in nadstrd, kakorkoli. Na drugi strani pa imamo digitalni evro, ki obljublja učinkovitost in transparentnost. Kaj pa je všeč ljudem? Poglejmo. Si predstavljate svet, kjer gotovine ni? Jaz nečist. Jaz pa, Ja? tak svet. Meni se zdi, da bi bilo to veliko boljše. Ok, vam bom vsem pomagal. To je rob. Gotovino, prosim. Jaz pa dam 10 evrov. Kar, mi vse zbiramo pri Godlerju. Imate kaj gotovine pri sebi? Imam. A si predstavljate življenje, kjer gotovine nimate? Si, zakaj ne? Ja? Pa meni, da je to, kar imaš. Tega druga. Ja, Ja, kako pa? ja, zelo lepo. Vse digitalno. Ne. Enako tudi ne. Ne. Ne? Ne. Se pravi, če bi digitalni evro prišel, bi vas precej zmotil. Zelo. Zakaj pa? Ker je to omejevanje svobode. Kaj pa ima kdo mene zaspraševati o tem, kaj bom jaz z gotovino ali pa s plastiko ali karkoli. To je čisto privatna zadeva. Se pravi, Slovence mod, da bi nas omejevali. Absolutno. Tako. Se nas že dovolj omejujejo, a ne? Tako. Zdaj še nove omejitve. Kdo pa to zdržal? Mi ne. Ja, absolutno ne, ne? Kdaj ste pa nazadnje kupili kaj z gotovino, zato da se ne bi videli na bančnem računu? Nikoli. Nič ne, pred ženo ne skrivate? Ne, nimam žene. Tako je. Meni je všeč gotovina drugače. Aha, zakaj pa rada skrivaš to, kar kupuješ? Aha, razumem. Ne vem. Prav nič pred fantom ne skrivaš. Nimam fanta. Vidiš, koliko je simpel, če nimaš. Ne rabaš nič skrivati, kupaš, kar rabaš, etko. Tako je. Se pravi, zelo rada kupujete stvari na skrivaj. Moji starši to dajo gledati. Vas ne moti digitalni evro, pa to, kar mogoče prihaja. Nasprotno, prav všeč mi je. Se pravi, mi je všeč transparentnost. Seveda. Pravijo, da se pri denarju vse neha. Kje se pol vse začne? Pri denarju. Če dam jaz tebi 10 evrov, pa daš ti meni 10 evrov, koliko vam zdaj vsak evro? 10 evrov. Ne, zato ker jaz nam nobenemu nič dal. Že država krade, okej? Že država, tako, nobenemu nič dati. Tako, a doma mogoče kaj šparate v nogavicah? Kaj še denar gotovina v nogavicah? Ne. Jaz šparam, ampak ne v nogavicah. Kje pa? Tak škatlico imam in dam na denar. Ne, kje točno? To pa ne povem. A misliš, da bo kdaj, da bojo digitalni evri zamenjali gotovino? Možno da, ja. Kako se tebi to zdi? Meni se zdi v redu, pač se, če nimaš nič za skrivati, zakaj ne bi plačeval s kartico? Tako vidiš, take rabimo. Take. Super. Hvala. Takih pa ne, jaka skrivajo.
In tako se začenja nova vojna med valutami. Na eni strani je gotovina, upornica, ki se bori za anonimnost. Na drugi strani pa digitalni evro, ki se bori za transparentnost ter učinkovitost brez gotovinske utopije. Spet dva pola, lev in desen, tako kot vedno. Ne vem, na katerem polu ste vi, ampak vem, da je Božiček na severnem. Pa saj veste, kaj pravi italijanski pregovor. Smrt in plačilo lahko počakata. A ja, zato meni Jure še ni plačal, vidiš? Ko on se je glih v Italijo preselil. Nič, lep pozdrav v studio. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.